Tako, še enkrat pozdravljeni, dragi gostje v občinstvu, dragi gostje tukaj pri mizi, avtor knjige Simonoša Gerasimov, lepo pozdravljeni vsi. Danes smo tukaj na predstavitvi knjige Totalna revolucija, boj slovenskega panka pod komunističnim režimom Jugoslavije, avtorja Simonoša Gerasimova v sredini. Čisto na kratko, da naredim uvod. Totalna revolucija, knjiga, ime je seveda povzela po pesmi in albumu in zdaj tudi letos koncert Pankrtov. Knjigo je izdal Kulturni center Maribor v okviru knjižne zbirke Papir. Sozaložnik je Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, Pavlova hiša. Pozdravljam tudi predstavnica, zdravo Suzi. Knjiga je nastala, kot sem rekel, v sozaložništvu kot projekt v letu 2016 in je bila tudi izvedena. Knjiga bo tudi v nemškem jeziku išla, zato ker je avtor v bistvu slovenski korošec, avstrijski korošec, kako se reče? Slovenec. Tako, Simonoša Gerasimov. Mogoče začnemo kar s tem, Simon. Ti si Slovenec, živiš v Avstriji. To gre, ja. Bi ti nadaljeval? Mogoče, če nam poveš malo o sebi, mogoče kako si prišel do te teme, glede na to, da kot vidimo tu iz naših obrazov, nismo vsi ista generacija, nisi ti iz te generacije, ampak si raziskoval. Ena, dva. Ja, torej, kot si povedal, pri meni, kar se tiče identitete, ljudje nikoli ne vedo, kaj ne rečejo, ali sem koroški Slovenc, ali sem slovenski Korošc, zdaj sem že skoraj štajerski Slovenc oziroma slovenski Štajerc. Ja, kot rečeno, Slovenc, odraščal sem na Koroškem v Celovcu, kjer sem bil socializiran kot koroški Slovenec, to pomeni, obiskoval sem dvojezični vrtec, dvojezično ljudsko šolo, 4 leta in potem pa slovensko gimnazijo. In potem sem se odločil za študij v Gradcu, študij ruščine in slovenščine. Ja, in v sklopu tega študija je torej nastala ta knjiga, torej to je osnova, torej diplomsko delo na to temo. Zakaj sem torej sploh pisal o panku, je upravičeno vprašanje, ker recimo ljudje, ki me sprašujejo, aha, ti si napisal knjigo, o čem, če v Avstriji recimo rečem, ja, o slovenskem panku, me samo tako gledajo, ker za njih je to res nekaj nepredstavljivega, da se lahko sploh napiše knjigo o panku. Kaj je to, ne? Kaj sploh lahko pišeš o panku? Se pravi, to je čisto popolnoma neznan fenomen v Avstriji, pank kot takšen in da je pač v Sloveniji oziroma teda v Jugoslaviji igral takšno vlogo, kot je igral. Se pravi, to kot perspektiva, ne, od zunaj je že to nekaj torej izjemnega, ta fenomen. Morda, jaz bi tukaj prebral iz knjige tekstov Pankrtov, ki je pri meni doma na isti polici, kot so poezije Prešerna, slučajno. Pankrti v svoji vizionarskosti so že tedaj napisali neke vrste uvod v to knjigo in tudi do določene mere povzeti knjige. Jaz bi to rad prebral. Pesem se imenuje Čas sovražnikov. Ne vem, kaj je bilo, ne vem, zakaj se je šlo, ne vem, kdo sem to. Dobro zgubili ste, povejte nam rajš vse, bili ste dobro organizirani, od vzuni plačali. Tam so vas trenirali, noter pretihotapili, z nalogo kaos delati, paniko sejati. Čeprav mogoče ne bi smel, dolg časa smo lepo živeli. Imeli smo ženske, droge, denar, vse, bile so res počitnice. Ko je konec praznikov, pride čas sovražnikov. Ko je konec lepih dni, prikažejo se neprijatelji. Ko pade zunaj mrak, veseli se, vseli se vate strah. Ko je za večerjo prazna miza,
na tebe ti povejo, to je kriza. Ne vem, kaj je bilo, ne vem, zakaj se je šlo, ne vem, kdo sem to. Torej, pri naslovu knjige Totalna revolucija vidite tudi vprašaj, gre torej za čisto iskreno vprašanje, zakaj je tukaj pravzaprav šlo. To je bilo moje vprašanje. S fenomenom punka v Sloveniji sem bil že tako rekoč konfrontiran že od otroštva, čeprav nisem odraščal v Sloveniji, ampak vendarle smo pogosto obiskali sorodnike, prijatelji v Sloveniji in to je bila vedno tema punkerti, razni punk koncerti, to je nekako vedno bilo v ozadju in vedno, ko se je govorilo o punku, je nekako v ozadju tudi zvenela povezava do politike vedno, kar se tiče slovenskega punka, se pravi, da se podala Jugoslavija, da se je osamosvojila Slovenija, to je nekako tudi vedno tako rekoč zvenelo, ko se je govorilo o tem fenomenu punka. Mene to je enostavno zanimalo, zakaj se to vedno poveže, ali ima eno z drugim sploh opraviti, zakaj se o tem govori, to je bilo neko čisto pristno vprašanje in zato sem se torej poglobil v to tematiko. In seveda se zavedam, da tem bolj se poglobiš v to tematiko, tem več vprašajev se pojavlja in tem manj odgovore. Hvala, Simon. Rad bi tudi še predstavil naše cenjene goste tukaj, s katerimi skupaj bomo govorili o knjigi. Čisto na novem koncu gospod Igor Vidmar, novinar, strokovnjak, glasbeni, splošno, pozdravljen, Bojan Tomažič iz Maribora, tudi novinar, akter iz tistega časa, iz glasbenih skupin večjih, potem tukaj takoj ob moji desni gospod Gregor Tomc, akademik na glasbenem področju, tudi strokovnjak na področju punka. Gregor, si ti avtor te pesmi? Ne, sem prav razmišljal, mislim, da je Pero. Je že nekaj cveta minil Pero. Mogoče, če bi v tem trenutku začeli smo s punkerti, Simon je predstavil svoj začetek te knjige. Če nadaljujemo s punkerti, mogoče Gregor Tomc bi... Če smo začeli, kak je Simon v mladih letih našel punk, videl punk v svoji generaciji, mogoče o punku, o začetkih punka iz mladosti tvoje generacije? Hvala. Torej, govorimo o koncu 70-ih let. Bili smo mladi ljudje, ki smo na eni strani imeli radi rock and roll, na drugi strani smo pa hoteli vstopati v javni svet mimo in na drugačen način kot odrasli ljudje. Skratka, neko svojo identiteto smo hoteli manifestirati in smo iskali pravzaprav neko paralelno ali pa opozicijsko držo, za razliko od velike večine mladih ljudi takrat, ki neke svoje identitete niso iskali, če so jo pa iskali, so jo pa najdeli v svetu odraslih na način poklicne mladine, kot smo jim govorili, Zveze socialistične mladine. Skratka, to je bila ta neka paralelna drža in ko smo prvič brali o punku, se nam je zdelo, da je punk pravzaprav odgovor na dve vprašanji, ki so nas takrat zadevala. Prvič se nam je zdelo, da je to rešitev za rock glasbo. Na drugi strani se nam je pa zdelo, da je tudi rešitev pravzaprav za našo samo vključevanje v... Ne vem, če prižgan mikrofon se pritožujejo. Ali se lahko možno? Vključevanje v svet, torej v javni svet. In v tem smislu je bil avtoritarni socializem konca 70-ih let na nek način dober za naše uveljavljanje, kakorkoli se že to paradoksalno sliši.
to ni bila totalitarna družba. Ne. V totalitarni družbi seveda punk nikoli ne bi se mogel pojaviti, ne, ker bi bil kali zatrt. V Severni Koreji nikoli ni bilo punka in ga nikoli ne bo. Ne. V Severni Koreji je dovoljena samo skupina Laibach. Tako da bil je to avtoritaren sistem in ta avtoritaren sistem so vodili ljudje, ki so izredno velik pomen pripisovali besedi. Ne. Beseda je mogla biti izgovorjena iz pravega mesta, pravi ljudje so jo mogli izrekati in ti ljudje so imeli v rokah vso oblast. Če se je zdaj nekdo pojavil, ki je mimo vrstnega reda, ne da bi ga kdo poklical, ne, izrekel neko besedo, se je tej besedi pripisoval neverjeten pomen. Ne. Ko je, na primer, Pero pel Tovarši, jaz vam ne verjamem, ne, je pel o stvarih, ki so jih vsi vedeli, ne. Ampak noben ni niti pomislil sanjati, da bi kaj tazga rekel in te besede so imele odmev v vladnih palačah, ne. Kar je za enega umetnika verjetno to, kar si želi, ne, da njegove besede dejansko odmevajo v javnosti. Predstavljajte si, da bi nekdo danes, en punk band danes govoril o tem, da gospodom ne verjame. To razumemo po defaultu, ne. To je, takih stvari se ne govori, ker so samoumevne. Skratka, hočem reči, ne, v tem svetu, v katerem zdaj živimo, so se besede spremenile v besedičenje, noben več ne pripisuje nekega pomena govorjenju in v takem kontekstu je zelo težko biti provokativen. V našem kontekstu je bilo pa zelo enostavno biti provokativen. In to je dal tej slovenski punkovski sceni en velik odmev. Ne. To je bila ena plat, rečemo, tega našega početja. Potem je bila pa seveda še tista temna plata, ne, o kateri se dostikrat ne govori, ker smo ljudje bolj nostalgični in se radi spominjamo lepših stvari. V avtoritarnem sistemu seveda nikoli ne veš, ne, kdaj bojo oblastniki nehali tolerirati tvoje provokacije in jih bojo začeli jemati kot dejanske grožnje. In to se je tudi v slovenskem punku nekaj časa dogajalo. Ne. Igor Vidmar bo lahko o tem kaj več povedal, kar je tudi doživel na lastni koži in kar je kulminiralo potem v tako imenovani naci-punk aferi. Ne. Skratka, na eni strani je bil ta avtoritaren kontekst idealen za tiste ljudi, ki smo iskali neko drugačno identiteto, ne. Na drugi strani pa seveda smo ves čas vedeli, da to iskanje ni brez enega določenega rizika. Hvala. Simon, ti si v knjigi se posvečal nekako mogoče večjim žariščem punka. Mogoče predstaviš štajersko-tratinsko sceno, pa predamo besedo Bojanu Tomažiču, da mogoče iz prvega vidika kaj pove o tem. Ja. Meni je všeč, da je v tej knjigi opisan tudi primer štajerskega punka, jaz bom rekel kar slovenskega, ne štajerskega. Zelo mi je všeč, da je Simon torej iz ene generacije, mlajše generacije in pa pogled od zunaj obdelal tole temo. Jaz bom kratek, ker gotovo imata Grega pa Igor veliko več za povedati, ampak ta avtoritarni sistem, o katerem je Grega prej govoril, je seveda v vaškem ali mariborskem strogem okolju bil še toliko bolj napet, toliko bolj se je tole vse tisto, kar se je dogajalo v Sloveniji, se je morda v mariborskem okolju, ne morda, ampak zagotovo, dogajalo še na potenco višje. Nekako, mi smo začeli s tem punkom na vasi, to ni bilo slučajno, ker se v Mariboru enostavno tega ni dalo. Ko smo prišli v Maribor, so nam rekli, ja, pridite, v katedri in v teh medijih vam bomo dali plac, dobili boste vse. Hkrati pa
pa smo potem ugotavljali, da nam samo obljubljajo in manipulirajo. In spet je bilo trebalo iti na stara pota. Kaj pričakuješ, od Maribora lahko, torej da tistim strukturam tam nikoli, tudi danes je tako, ne smeš verjeti, ne. To smo se naučili in delaj tisto, kar sam misliš, da je prav, in to je sporočilo tega mariborskega, štajerskega, slovenskega panka, kot ga jaz razumem. Mi smo ker smo to počeli, bili bolj povezani z Ljubljano kot z Mariborom, tudi z SMS sceno se ni dalo tam nič pogovarjati. Bili so res tisti pravi podaljšek partije. In tako je pač ta boj, še enkrat bom rekel, se mi zdi zelo pomembno, se mi zdi tisto žarišče tudi za kasneje, za mlade ljudi, ki so nekako prihajali brez kakršnekoli, brez medijev, brez podpore kakršnekoli, ampak kar rasla je ta reč. Toliko. Igor Vidmar, ti si kot aktivist, kot organizator, kot aktiven študent že pred pojavom panka zelo dosti delal, se ukvarjal, kako bi rekel, študentska politika, recimo radio študenti in tako naprej. Kako si ti videl v tistem času, oziroma mogoče kako tudi danes vidiš povezavo med pankom, politiko, režimom? Ja, jaz sem najbolj, da se navežem pravzaprav na to, kar je Grega rekel, ker je, bi rekel, moja izkušnja bila nekoliko drugačna. Ne? Grega je govoril pač o tem iskanju identitete in tako naprej. Jaz nisem imel nobenih težav z iskanjem identitete. Ne? Jaz sem bil, kot bi rekel, neke vrste sirota leta 68. Ne? Zakaj? Ker sem prišel v Ljubljano ravno malo potem, ne? Sem se sicer vključil in tako naprej, vendar zelo na robu, ker je zadeva bila že dobro uplahnjena, ampak sem se pa najdel na Radio Študent in sem na Radio Študent sem pač, rekel bi, iskal to svojo identiteto in tako naprej. Skratka, bom kar rekel, ne, bil sem ene vrste zapozneli novo levičar, študentske sorte. In potem se je pa zgodilo kaj? Potem se je pa zgodila lustracija oziroma udar komunistične, torej Zveze komunistov na liberalce, na vse liberalne zadeve v Sloveniji in tudi po Jugoslaviji, ne? Vključno z udarom na Radio Študent, ne? Ki je bil dobesedno, to se pravi odgovorni urednik, je šel Jaša Zlobec, recimo, kot eden od študentskih aktivistov, je tudi moral iti in jaz sem tudi šel, oziroma so me torej odstranili iz Radio Študent. Ne? In potem sem bil ene par let dobesedno v limbu, da tako rečem, v neki praznini, in sem seveda iskal, no, tem se pa morda pokriva to, kar sem jaz doživel s tem, kar je, ko Grega, iskanje nekega prostora v javnosti. Vendar seveda, ta prostor ni mogel biti, rekel bi, legitimen v smislu uradnih, rekel bi, vključevanja recimo v Zvezo socialistične mladine, ki je bila naslednica pravzaprav Zveze mladine in je bila ustanovljena leta 1974, predvsem zato, da bi ukinila študentsko, samostojno, jugoslovansko in republiške študentske organizacije. Ne? In to je bila ključna zadeva. Ne? O tem, Simon, mislim, da o tem nisem opazil, da bi pisal, je pa tako bi rekel predhodno zadje. Pa še pred pankom sem pa, bom rekel, opazil, da tako rečem, buldožerje. Kajti buldožerji so bili ene vrste
predhodniki Pankrtov v toliko, kolikor so pač dejansko, če uporabljam termin, ki ga tudi Simon zelo uporablja, provocirali, bili nespoštljivi in tako naprej. Ne? Vemo, pljuni istini v oči. In takrat je nastopila, bi rekel, na strani takrat študentske organizacije, kajti Botra, Buldožerjev je bilo študentsko kulturno društvo Forum. Helidon je morda bil dejansko formalni založnik, tako kot v bistvu pri Pankrti kasneje, vendar društvo Forum je dalo prostore, torej Buldožerji so vadili v njihovih prostorih in ga tudi financiralo in tako naprej. Skratka, in so organizirali tudi obrambo Buldožerja, ki je bil na udaru, bi rekel, strani mladinske organizacije predvsem, ne, prepovedal sem koncerte in tako naprej, ne. In takrat sem se jaz zainteresiral za, da tako rečem, ne, družbeno-politični ali pa ne, potencial, sporočilnost rock'n'rolla, punka, mislim, slovenskega seveda, punka seveda še ne, rocka, ne. Vedel sem seveda, jaz sem se zanimal, mislim, poznal sem zgodbo Amerike iz 60-ih let, to alternativno gibanje in proti vietnamsko in tako naprej, in Jefferson, Airplane, Dorsey in celo to zgodbo, ne? Vendar Buldožerji so se zgodili tu in zdaj, oziroma takrat. Ne? Tako da mi pol, ko je nastopil punk, jaz sem bil na prvem njihovem koncertu, potem začel sodelovati in tako naprej, in mi je bilo to, tako rekoč, mislim, zdaj bom rekel, priložnost za maščevanje, no. Se morda malo karikiram, a ne, v smislu, ok, če se ne da znotraj sistema z kritiko, z aktivizmom in tako naprej, bomo pa na drugačen način. Seveda sem bil, vmes sem se seznanil že z nekaterimi teoretskimi, rekel bi zadevami, kot je Hans Magnus Enzensberger, nemški teoretik, ki je nedavno so ga spet aktualizirali, ki je problematiziral odnos levice, se pravi uradne politične strankarske levice, do popularne kulture in on jo je afirmiral in tako naprej. In nekaj njegovega je bilo objavljeno v Problemih, ne? In jaz sem to opazil. Tako. Drugi je bil Jacques Attali in njegova knjiga, znamenita knjiga Šumi, ali Hrup, pravzaprav, ne? Politična ekonomija glasbe. Ne? Jaz sem to pri nas je bilo to prevedeno pred par leti. Knjiga je šla leta 1978, jaz sem pa bral italijansko edicijo iz leta 1979. Ne? In vse to skupaj me je, da rečem tako, jasno, na osnovi vrhunske sporočilnosti in izrazne moči besedil Pankrtov in njihovega nastopa pač pritegnilo k njim. Ne? Zdaj, naslednja zadeva, ki bi jo pa jaz tukaj rekel, ki se morda malce razlikujemo od Grega, ne? On je rekel, ja, besede so pomembne in seveda so, ne? In oblastniki pač pazljivo poslušajo, kaj se govori in o njih ali o čemrkoli, vendar tu nekaj manjka, ne. Tomaž Šalamun je že predtem, že v 60-ih letih je spustil take, kot so hodil po zemlji sem naši in dobil čr na želodcu, ne. Ali pa recimo Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine in tako naprej, ne. Ampak iz tega ni ratalo, ne vem, morda so njega spremljali malo in tako naprej. Ne, to je bilo celo to modernistično, pesniško dogajanje v 60-ih letih, vendar iz tega ni nastal noben velik partijski ali pa kakršenkoli drug problem, ne, razen onega društva samomorilcev, to je spet ena 15. zgodba, ne. Dobro, lahko se reče zato, ker je bil takrat Stane Kavčič in nek liberalizem in tako naprej, vendar partija je bila še vedno partija, udba je bila še vedno udba. Skratka, zakaj je, bom rekel, partija oziroma sistem potem tako avtoritarno in ostro reagiral na punk in tudi na Pankrte in tako naprej? Zato, ker so se te besede Pankrtov, tovariši, jaz vam ne verjamem, Zeka punk in tako naprej, dogajale v mediju popularne kulture. Zato, ker so postale množično prisotne. Zato, ker je bil tukaj Radio Študent, a ne? Če bi to ostalo tam v nekih marginah, ne, bi rekel v nekim podzemlju, ne, kar se recimo na vzhodu tudi dogajalo, ne, bom rekel, je bil punk na Madžarskem, vzhodni Nemčiji in tako naprej, se je dogajalo po dnevnih sobah in pa tako kot v Rusiji in tako naprej, ne. Skratka, to je bil razlog, da potem, ko je punk postal masovno popularen, ko je tako rekoč, če sem to napisal, ne, osvojil center Ljubljane in preimenoval
centralni Plečnikov trg, ne, 100 metrov od parlamenta, 100 metrov od Nove Ljubljanske banke, znate, kaj še ni bila nova, in Maxi Marketa je premenoval Johnny Rotten Square, a ne. In to je trajalo kar nekaj časa. In tako naprej, a ne. Novi Rok, ok, to je še ena druga zgodba, ki je pa res naredil javno, prezenten punk kot množičen, torej popularno-kulturni pojav je bil samo še Krona in je pa dejansko, rekel bi, zabil žebelj v, ne rečem krsto, ki jo je pač takrat že sistem, režim pripravljal, a ne, za punk. Zakaj? Zato, ker Zveza socialistične mladine kot uradni nadzornik mlade generacije in skrbnik mlade generacije enostavno ni vedela, kaj početi, bom rekel. In tukaj lahko govorimo seveda pol o cenzuri v okviru recimo Novega Roka na radiju takrat Ljubljana, seveda nekateri teksti, ki se pa ni zgodila dejansko v živo, ne, na koncertih, na špilih, ne. Vendar dejstvo je, ne, in recimo prvi single Pankrtov, ne, ki sem ga jaz odkrečem organiziral v okviru Škuca, je takratni šef mladinske organizacije zahteval, rekel, dajte vi, da rečem, razmislite dobro, Škuc, če boste to res izdali, ker sicer, bom rekel, boste izgubili, ne vem kaj, denar in vse tako naprej, ne. In mi smo razmislili in smo zadevo izdali. Zakaj to omenjam? Zato, ker Simon pač v knjigi, ne, in tukaj sem pa res navezal na to knjigo, ki je vsekakor prispevek k obravnavanju punka, ker je prvi celovit poskus te sorte, ne, in to vsako priznanje in njemu in tudi založbi. Je pa vendarle ene parkrat, sicer navezujoč se na en zame nekoliko bizaren vir, ne, ampak zdaj, ko vem, da je on iz Koroškega, ni to bizaren, ne, in to je neka Alenka Barber-Keršova, ne, iz Hamburga. Oziroma, njena knjiga je šla v Hamburgu, ne. In tu noter se večkrat omenja, kako je bil punk in kako je bil Škuc in tako naprej pod pokroviteljstvom Zveze socialistične mladine in kako je bil subvencioniran od zgoraj. Mislim, to enostavno ne drži, a ne. Subvencioniran je bil, vendar v minimalnem procentu, bom rekel, ne. Tako rekoč nič. Ne. Če ne bi deloval na trgu, da tako rečem, če ne bi se samo financiral, ga ne bi bilo, a ne. Ja. Aha, ja, no zdaj bom pa samo še zadnjo poanto, ker potem sem že preveč govoril, ne. Ta knjiga je vsekakor spodbuda in upam, da bo tudi sprožila kako debato. Zame je pa spodbuda, da končno obelodanim nekaj, kar tudi sam Simon pravzaprav že nakaže noter, vendar tega ne razvije, ko recimo na strani 78 napiše, da je bil Pero Lovšin član, vidnega člana Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Član, sin ali kaj? Prosim? Rekel si član. Sin. Ja. Sin. Prosim? Sin. Rekel si član. Ja, sin člana, pardon, seveda, ni bil Pero Lovšin član, jasno, da ne, ampak, gledajte, vse lahko bom poiskal tole, pa bom prebral, mislim, ker, da mi ne bojo očitali zdaj, da si nekaj izmišljamo, ne. To se pravi, stran 78. A je točno, potrdiš? Oče Pero Lovšina je bil visok funkcionar Centralnega komiteja Zveze komunistov. Dobro, ni to isto čisto, ne, ampak skoraj isto. Skratka, zdaj lahko obelodanim in to bom razvil v svoji naslednji knjigi, ker na koncu, kot je rekel Mitja Ribičič, na knjigo je treba s knjigo, a ne, in bom jaz napisal svojo knjigo, kjer bom obelodanil, da je bil punk v bistvu udbo partijska zarota, a ne. Zdaj lahko tudi obelodanim, da sem jaz tudi sin udbovca, ne, to je dejstvo. Potem vidimo, Pero Lovšin je bil sin visokega funkcionarja Centralnega komiteja. Recimo Slavoj Žižek, ki je bil teoretična podlaga za Laibach, kot tukaj piše, ne, kar sicer morda ni čisto res, ampak je bil pa uslužbenec marksističnega centra Centralnega komiteja. In še nekaj, pika na i. To bo pa po mojem najbolj zanimivo in to bom, sicer morda bo prehitev en dokumentarc. Dejan Knez, ustanovitelj Laibacha, njegov oče, Janez Knez, znan slovenski slikar, je bil sošolc v osnovni in potem tudi v gimnaziji Staneta Dolanca. Prosim, če to ni kronski dokaz,
pa ne vem, kaj je. No. Skratka, bi rekel, materijala za razvijanje tega, kar zastavlja Simon v svoji knjigi. Žal, ne, bom rekel, upam, da bo prišlo do kakšnih popravkov za nemško izdajo, še posebej teh navedb, ki temeljijo na delu Alenke Barber-Keršovan, kot recimo to, da je bil prvi fanzin v Ljubljani punk problemi, pri čemer je pisano problemi z malo. To seveda ni bil fanzin, to je bila revija in to je bila edicija revije Problemi, 3 številke. Poleg tega recimo kao organizacija Škuca, ki je omogočila to ono in tretje, je bila Galerija Škuc. To spet ne drži. Škuc je bil študentski kulturni center, ne kulturno-umetniški center. Ne vem, najbrž to je spet gospa Barbara, oziroma Barber-Keršovan za to zaslužna, je bil pač študentski kulturni center. Nastal je leta 1972 in še leta 1978 je dobil galerijo, ki je bila samo en del. In v bistvu razen enega prvih koncertov Pankratov, pa potem nekih ekshibicij Lajbaha, ni imela še dosti zveze, ker je bila likovna galerija. In Taja Vidmar, njena šefica, žal pokojna, odlična predsednica tudi Škuca, se je ukvarjala s čisto drugimi stvarmi. Jaz pa še drugi, Peter Mlakar, smo se ukvarjali z punkom in novim rokom in temi zadevami. Tako da bi res priporočil, če bi lahko nekatere take manjše podrobnosti za nemško izdajo bile korigirane, ker je morda malo škoda, da se razdalja med Ljubljano in Mariborom poveča še preko Hamburga na ta način. Ok, hvala, se opravičujem za... Morda še kako podvprašanje ali komentar, dobrodošlo. Hvala, Ilja. Lahko samo malo repliciram. Ne vem, zakaj ste tako sarkastični ljudje. Gospe Barber-Keršovan, ona je zaslužna profesorica sociologije v Hamburgu. Ne vem, kaj je tako slabega na tem. Da je nekaj iz Hamburga. Ona je napisala 500 strani debelo knjigo na to temo. Vem, ampak zaradi netočnosti, ki sem jih navedel, a ne? Ja, jaz sem navedel, odkot to vam. Ja, no, sej... Se je rekel, da je to osnova knjiga tudi za drugo knjigo, vse to je dobro, in tudi za te razprave. Če so pa netočni podatki, pa je logično. Ne, govorim pa, to so dejstva, bom rekel. Ja, končno zagovorila novinarska konferenca. Če so še kakšni komentarji iz publike, prosim, izvolite. Jaz bi nadaljeval, Simon, več virov si ti povzemal, tudi intervjuje si izvajal, mogoče, če poveš, kako bi rekel, je se izkristalizirala ena sama zgodba, ali si prišel do zaključka, da je več majhnih zgodb, ki se razlikujejo ali kažejo v neko isto smer? Ja, nekako sem čutil, da bo šlo v to smer. Seveda, to je tudi znak tega, da zgodovina še ni do konca predelana. To je čisto jasno, če se v to temo poglobiš. Tukaj so pogledi na določene stvari so zelo raznoliki, recimo tako. Tudi komentarji so zelo zanimivi. Recimo levičarji me napadajo, češ, da sem desničar, pa da sem Korošec, to sem prvi slišal, zelo zanimiv. Desničarji me napadajo, da sem levičar in tako naprej. Zame je to očitno, da je tukaj zatem še veliko več, zato sem pravil, to je veliko vprašajo še. In zato sem tudi zelo srečen, da sem vpletel te intervjuje, gospod Vidmar je tudi tukaj zastopan, Bojan tudi, potem še novinar Boris Javševec in pa še Dušan Hejdl tukaj zadaj. In tukaj zadaj so vsi lahko svoje poglede na to temo povedali in to je vse zapisano. To sem zelo srečen, da je to vključeno in mislim, da je to tudi zelo zanimivo in informativno, ti različni pogledi. In kot rečeno, ja, mislim, da bo treba še veliko knjig o tem napisati. Kar sem pa še hotel omeniti, torej dokaz, da je punk definitivno postal del slovenske kulture oziroma tudi ljubljanske kulture. Tukaj imam
mestni načrt za turiste, ta zadnji najbolj aktualen. In tukaj zadaj imate tak historični pregled razvoja Ljubljane, če bom to našel. Torej seveda začenjajo s koliščarsko kulturo, potem Rimljani, potem srednji vek, Babenberžani, potem ta potres, Jugoslavija in takoj po drugi svetovni vojni pa že pride letnica 1977, Pankrti Bastards, one of the first punk bands in the communist country, took the stage, heralding the arrival of one of the most vibrant music scenes at the time. Torej, tukaj imate. Se pravi, vsak turist, ki zdaj pride v Ljubljano, ve, da je leta 1977, torej letos obletnica, bil prvi punk koncert, ko se to imenuje za železno zaveso. In ja, kot rečeno, upam, da bo še več knjig o tem, ker je zelo zanimiva tema tudi torej iz te perspektive, kako je sploh tedaj družba zgleda, torej ta povezava s politiko in tako naprej. To je vse skupaj nekako megleno, vse zame. Jasnih odgovorov zame še nekaj. Se spuščaš ti v nadaljno raziskavo? Bomo videli, zaenkrat imam dovolj tega. Mogoče kakšni komentarji iz publike? Jaz bi na kratko. Jaz pišem knjigo o... Jaz sem sred pisanja knjige... Ja, to. Jaz sem sred pisanja knjige o zabavni glasbi v 80-ih letih. Mislim, da če se punk gleda tudi kot en del večje slike, dobimo več odgovorov. Takrat v 80-ih se je sredinski pop sploh še vzpostavil kot naslednji popevke in punk je že prej prišel pravzaprav z močnimi bendi in zasedbami, ki so bile že prej super skupine rockovske, psihedelične in tako naprej, ampak niso bile tako močne, pa niso tako v medije prodrli kot punk. V bistvu šele 80. do 85. leta se je pa pop začel razvijati. In je bil punk pop pred popom, kar je velika stvar. Tako da v bistvu neke širši pogledi, ta 80. meni zelo veliko povejo spet o novih dimenzijah tudi punka. No. Tako da to sem sam hotel reči. To, kar si ti zdaj rekel, je interesantno in ti gotovo to poznaš, kar si prej tudi omenil, da v Avstriji pač punka tako rekoč ni bilo, ne? Da so bili tam drugi mehanizmi in da je vendarle naša scena bila malo drugačna. Ne? Zato je tudi morda ta pogled od zunaj vendar malo težje je vse to zapopast, da tako rečem. Ta reč je, kot si rekel, je zelo interesantna in je bila mogoče samo pri nas, ker smo imeli takšen sistem, kot smo ga pač imeli. In zato vsaj ta avstrijski primer, kako to, verjetno si ti tudi raziskoval, kako to, da v Avstriji ni bilo punka, recimo. Ja, mislim, čisto tako ni, da ga ne bi bilo. Ravno zdaj pri tej obletnici, oziroma lani, ko je bila sploh obletnica punka, ki se je dogajal v Londonu, je prišlo na dan, da je vendarle nekaj je bilo na Dunaju predvsem. Gradec je tukaj tudi nekaj specifičnega, ker tam je že vedno bila džezovska scena izredno močna. Se pravi, tam dejansko ničesar ni bilo, ampak na Dunaju so bili bendi, ampak kot rečeno, to je tudi nekaj specifičnega slovenskega fenomena, da je tukaj dejansko punk postal popularna glasba, oziroma del popularne kulture. Ne. To je samo primerljivo z Londonom, ampak tudi samo omejeno pravzaprav na eno leto praktično in v Sloveniji pa to nekaj let šlo. Ne. Zakaj je tako, ne vem, to je enostavno skupek nekih okoliščin, ki so pač bile res
za to območje tipične. Kot rečeno, ta relativna odprtost Jugoslavije, ne, da si smel uvažati recimo plošče Sex Pistolsov po eni strani, po drugi strani nisi smel uvažati knjig Mohorjeve družbe v celovcu. Tudi ta ambivalentnost, ampak odgovora, zakaj ravno v Sloveniji tako močan fenomen, kot si to sploh ne morejo predstaviti v tujini, in zakaj v Avstriji praktično ničesar ni bilo, pravzaprav ni odgovora, ni uspelo. Še na eno dimenzijo bi mogoče upozoril, da Slovenija seveda ni bila samostojna država, ampak je bila ena republika znotraj Jugoslavije. Jugoslavija je takrat živela, rečemo na prehodu iz 70. 80. leta, 22 milijonov ljudi, od tega jih je bilo okrog 15-16 milijonov Srbo-Hrvatov. Srbo-hrvaški kulturni prostor je bil absolutno hegemonski. Srbo-hrvaško kulturo se je takrat doživljalo kot jugoslovansko kulturo. Če vi berete, na primer, Gorana Bregovića, on mirno prav, moja glasba je jugoslovanska glasba, čeprav je v bistvu sestavil iz hard rocka pa folk muzike Bosne, Hrvaške in Srbije. Ampak v očeh teh 15-16 milijonov ljudi je bila ena kultura, ena pop kultura, ki je bila jugoslovanska, vse ostale je bilo pa tako malo ezoterično, malo čudaško. In ljudje, ki so prihajali iz teh drugih okolij, ki niso bila Srbo-Hrvaška, so zelo težko prodrli na jugoslovanski kulturni prostor. Na eni strani smo ta trikotnik Zagreb, Beograd, Sarajevo, tam so le vse ta večje glasbene založbe, Jugoton, Suzi, PGP Beograd, Diskoton ali kaj že bil Sarajevo. Skratka, ena močna industrija, eno močno zaledje potrošnikov in vse ta večje skupine so prihajale iz tega prostora. Če se je slovenski band hotel na to prilagoditi, se je prilagodil na ta način, da je pel v srbo-hrvaščini. In Buldožer je lep primer tega, podpiše za PGP in prvo ploščo tam izda, sam kaj se potem zgodi, ima take težave politične, da druge plošče izda že za Helidon. Skratka, ta kulturna izmenjava v Jugoslaviji ni bila dvosmeren promet, ampak je bilo v glavnem iz srbo-hrvaškega prostora v Slovenijo, medtem ko je Slovenija v srbo-hrvaški prostor, lahko na prste ene roke preštejete skupine, ki jim je to uspelo. To je prvi problem popularne glasbe v Sloveniji, skratka, da ni mogla izkoristiti tega večjega prostora in da je bila v glavnem omejena na slovenski prostor. Drugi problem je pa bil problem, ki se na to neposredno veže, da je bila glasbena industrija v tem prostoru tudi slabo razvita. Imeli ste dve založbe, v katerih pravzaprav od punk bandov redno so snemali samo punkarti. Zelo take potencialno popularne skupine, kot so na primer Njet, čisti pop-punk, ki bi rekel, to bo pa vsaka založba pograbila, oni pravzaprav niso mogli podpisati do osamosvojitve Slovenije ene normalne pogodbe za založbo, kar je frapantno. Na drugi strani pa niso bili seveda zanimivi kot slovenski band za srbo-hrvaški prostor. In ta, bi rekel, dilema je pravzaprav ustrajala ves čas Slovenije. Igor je prej govoril o tem, o pomenu alter institucij, se absolutno strinjam. Brez alter institucij slovenskega punka ne bi bilo, obsojen bi bil na zasebno sfero. Če bi punkarti imeli tisti koncert svoj na gimnaziji, če ne bi bilo Škuca, če ne bi bilo Radia Študent, bi bil to en projekt enih mulcev, v katerem bi mogoče v kakšni fusnoti, kakšne zgodovinske knjige pisali. Torej, te alter institucije so morale obstajati, da se je posnela plošča, da se je to na Radiu Študent vrtel, da se je organizirali koncerte in tako naprej. Ampak problem je pa, če na drugi strani nimaš razvite mainstream scene, in to je bil problem. Kot je že Sarah Thornton govorila, ena normalna glasbena scena se razvije, če imaš ti na eni strani mainstream, na drugi imaš alter sceno in poteka stalen dialog med njima. Pri nas smo imeli pa alter sceno izredno razvito po zaslugi vseh teh alter institucij, Radio Študent, Škuc, Forum, Tribuna, pol kasneje še Mladina, skratka vsi ti mediji, pol kasneje se še ZSMS reformira in postane organizator koncertov. Torej, to je izredno močna scena, na drugi strani pa ni bilo razvite mainstream scene.
tako da bi bendi, ki so uspešni, prehajali v mainstream, ne. Na drugi strani bi se mainstream uplajal z inovacijami iz alter scene. Tega ni bilo in smo dobili pol z leti eno tako zelo didaktično, zelo dogmatično alter sceno, ne, ki je bila zaprta v ta svoj prostor in nikakor ni mogla ven iz njega priti. In zato, ker Slovenija ni bila glasbeno razvita in zato, ker smo bili Slovenci nezanimivi za srbo-hrvaški kulturni prostor, ne. Tle so se potem stvari zaciklale in se je ta scena počasa utrudila in izpela. Ja, jaz se ne moram kaj, da bi še kaj dodal, ne, ampak ja, se to v osnovi drži, ne. Sam po drugi strani drži pa tudi to, da je ravno, rekel bi, ta punk in post-punk scena največ naredila še v Jugoslaviji. Spomnimo se benda Videosex, ki je bil izjemno popularen, prvi tako rekoč elektro-alter pop pa jaz bi skoraj rekel v Jugoslaviji, ne, in je bil dosti bolj popularen na jugu, kot pa skoraj že v Sloveniji, ne. Dobro, punkerti so nekaj tu naredili ravno kolosalnega, recimo, mislim, v količinskem smislu, recimo Laibach je pa tudi, mislim, ko v Sloveniji ni mogel nastopati, je lahko nastopil, no, na Hrvaškem tudi ne, ker tam je bil izvirni greh njihov, ne. V Srbiji pa so lahko, ne. In bendi so nastopali po Jugoslaviji, samo seveda jasno, glavnina je bila pa srbo-hrvaška popularna glasba, to je to, ne. In potem pa kar direktno na to, kar je gospod prej omenil, ne, to razvoj popa v 80-ih letih je bil direktna posledica uspeha novega roka, ne. Novi rok, ki je spodbudil to, da so fantje na Radiu Ljubljana takratnem ustanovili pop delavnico, ki je potem producirala pop dizajn, hazard in poplavo vse drugih zadev, ne bom rekel. Morda je to bila posledica tudi tega, da sta bila druga dva, oziroma tretji in četrti večer novega roka, mislim drugi večer, da je bil krasni novi pop z agropopom, recimo, ne, ki mu zdaj uradno zgodovino pisje, Božo Repe in njegova soproga pripisujejo fantastično vlogo v osamosvajanju Slovenije in tako naprej, ne, kar je meni malo smešno, ampak ok, v redu, kot rečeno, živimo, it's a free country in lahko vsak pač govori, kar želi. Glede te, jaz se oprečujem, če je delovala malo sarkastično, glede te gospe, ki je očitno resna, študiozna akademičarka, vendar to ne spremeni dejstva, da ima precej napak, bom rekel, in škoda, ker ni prišlo do preverjanja teh zadev, bi rekel, ker bi potem pač bila zadeva boljša, ampak kot rečeno za nemško izdajo, če bodo je dejansko prišlo, se to lahko vse popravi, recimo, pazil sem, da med viri, kar je morda, ne vem, razumljivo do neke mere, ampak prve knjige na temo punka pod Slovenci, ki se je imenovala ravno Punk pod Slovenci, da je nimaš omenjene v bibliografiji, ne. Ok, dobro, imaš pa potem dele, ne, recimo ne vse, ampak nekatere članke iz tega Punk je bil prej iz te druge knjige, ne. Sem to, mislim, opozarjal, ne. Ja, vidimo, da je tema zelo široka, mislim, da bi se tu lahko do večera pogovarjali o tem, o punku, o Slovencih in na tem trenutku bi jaz še pozval, če je še kak komentar, kako vprašanje iz publike. Potem pa bi se zahvalil, povabil bi obiskovalce, da se še kaj osebno pogovarjajo z našimi tukaj gostje. Hvala lepa, da ste prišli. Obljuto mečemo. Obljuto mečemo.